Živijo. Univerzalni trening, ki bi ustrezal vsem ljudem, ne glede na spol in starost, ne obstaja. Dejansko morate preizkusiti različne vadbe in najti tisto, ki vam najbolj ustreza. Jaz danes peljem Valerijo in Andreja na pilates, zato ker je to tista vadba, s katero krepimo mišice trupa in to, ja, pač to vsi trije res rabimo. Jaz sem pilates spoznala po porodu, ker sem takrat iskala vadbo, s katero bi ojačala ravno predel okrog trebuha in odpravila neznosne bolečine v križu. Zdaj moram pa iti, ker nas že pričakuje Tanja, trenerka pilatesa. Kaj pilates pravzaprav sploh je? Gre za vadbo, ki krepi mišice centra telesa. K mišicam centra telesa, našega jedra, spadajo trebušne mišice, hrbtne mišice, stranske mišice v trupu, spodnji del našega centra zapirajo mišice medeničnega dna, zgornji del pa diafragma. In ko uspemo vso to našo sredico zelo dobro okrepiti, jo tudi čutimo in takrat rečemo, da je naše jedro močno, stabilno in šele, ko je naše jedro močno in stabilno, lahko tudi v bistvu delamo na kakšnih drugih, težjih, intenzivnejših vadbah, tako da nas tam ne začne boleti morebiti križ ali kakšni drugi sklepi. Andrej nam je že povedal, da ga mučijo težave v križu. Tudi Valeriji se pojavijo, če predolgo časa stoji. Tako da bo zdaj Tanja majčkeno pogledala, kako je z njuno držo. Ima pa zanimivo tudi en poseben test. Danes bomo poskusili na lastni koži, kaj to pilates je, tako da Andrej in Valerija kar brez strahu pokazala in razložila, tudi popravljala vaju bom. Ne gre za kardio trening. Pilates je namreč trening vadbe moči in sicer tistih najglobljih mišic, za katere pogosto niti ne vemo, da jih imamo. Verjamem pa, da jih bosta danes oba dva dobro začutila, kje so, kaj delajo in kako ti lahko pač pomagajo. Pilates pomaga izboljšati držo telesa in jo hkrati tudi ohranja pokončno, poravnano, močno, vzravnano. Drugi zelo pomemben razlog, zakaj res redno delati pilates vaje, je, da preprečuje bolečine v križu. Zdaj ti bom, Andrej, pokazala eno možnost, kako lahko sam, brez da te jaz gledam, skorigiraš svojo držo telesa. In zdaj stena je en taki primer. Ni sicer idealna za vse drže telesa, je pa dost v redu približek, da boš ti začutil, kje bi naj sploh se držal s svojim telesom. Kolena niso na steni, nasloniš pa zadnjico na steno, lopatice, ramena, roke bova odprla v en tak položaj. Zdaj bova pa probala še brado mičken potegniti navznoter in zadnji del glave nasloniti nazaj. Tukaj si zdaj recimo najbližje tistemu dvojnemu S, kolikor si pač zdaj v tej fazi lahko. Valerija, zdaj bova naredile test stabilizacije medenice oziroma kako stabilna je sploh tvoja medenica, kako močno začutiš te svoje najgloblje mišice. Na levo koleno ti bom položila tole stekleničko, desno nogo boš pa dvigovala in ti bom zdaj povedala točno kako. Stisni svoj steznik, medenično dno, medenične kosti in počasi dviguj desno nogo. Ko boš čutila, da si pripravljena. In čim počasneje dol. Super. Zelo dobro. Naredili bomo nekaj osnovnih pilates vaj, zato da dobite občutek, kaj sploh to je, kaj se sploh dogaja s telesom med takšnim načinom izvajanja vaj. Pri pilates vadbi je zelo pomembno dihanje, se pravi, dihanje je ravno tako počasno kot sama izvedba vaj. In dihanje in gibanje sta usklajena. Vdih po večini poteka skozi nos, izdih skozi usta na tak način, da je čeljust zelo sproščena. Začeli bomo v položaju stoje in se bomo potem sprehodili še čez nekaj drugih položajev, tako da boste dobila občutek na vajin center iz vseh možnih smeri.
Hvala lepa, Tanja, za tole zanimivo in čudovito uro. Zdaj me pa zanima najprej vajen samo odziv, ali vam je bilo všeč. Ja, meni je bilo všeč. In tudi ta vadba te umiri in bolj čutim mišice. Ni tako enostaven, všeč mi je. Lih to sem zdaj hotela najprej vprašati, ne? Priznajte, da ko smo prišli, ste rekla, zdaj smo pa končno malo spočili, samo malo legali, tole bo easy, so bile vaje težke, lahke. Kakšne so malo težje, kakšne so lažje, ampak fajn je to, da si jih počasi izvaja, no, da lahko imaš cajt, da usvojiš tehniko, ne, in da prav narediš vajo. Tako da je pa tudi kakšne malo težje, ne, mislim. Gotovo malo bolike, ne. Primerjava kardio, ta je, tukaj se bolj čutiš mišice, kot pri kardio vadbi. Tudi mišice se tresajo in to veš, da delajo, je težje, ni enostavno. Kaj pa po občutku, kaj ti je bolj všeč? Zdaj si probo kardio treninge na prostem, z utežmi, pilates. Dobro. Lažje je seveda počasi delati, pa ne zašvicati zraven, ne, če smo iskreni. Pa to, tukaj se sprostiš, ne, skoraj da ne toliko umiriš, da zaspiš na neki točki, ne. In v drugih treningih pa lih obratno. Glede na to, da obstaja več kot 500 različnih vaj, bi se dalo. To je bila res ena taka osnova, recimo en tak začetek. Tudi zdaj, da vam dam neke zelo zahtevne, težke vaje na prvi uri, nima smisla, no. Zaradi varnosti, predvsem to. Ja. Dobro, hvala lepa. Kot zelo pomemben razlog bi zagotovo omenila tudi to, da redna vadba, se pravi reden trening globokih stabilizacijskih mišic in tudi mišic medeničnega dna pomaga pri preprečevanju inkontinence, za katero ne vemo, kdaj se lahko pojavi, pojavlja pa se in je zelo pogosto prisotna. Hkrati tudi močno vpliva tako na samo podobo, samozavest, da nam en tak notranji občutek moči, ki pa ni samo fizičen, ampak je v veliki meri tudi psihičen. Valerija in Andrej bosta začela trenirati sama. No, čisto samih jo vendarle ne bom pustila. Nekaj skupnih aktivnosti bom organizirala jaz. Kdaj pa jo bom prišla dejansko tudi presenetiti. Spremljite nas na Facebooku, zanima nas vaša napoved o poteku tega izziva in ne odlašite, spremenite življenjski stil s Spletno TV. Se vidimo, čau!